Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o invaziji na Sicilijo. Zavezniška invazija na Sicilijo je bila izvedena med julijem in avgustom leta 1943. Je bila ena največjih ofenziv v drugi svetovni vojni. Operacije Corkscrew, Husky in Ladborg so omogočile zavezniško zavzetje Sicilije. Husky je vključeval izkrcane 7. ameriške armade in 8. britanske armade na različnih obalah, medtem ko je Ladborg predvidel zračni napad Britancev za zavzetje mesta Syracuse. Ta invazija je bila ključna za oslabitev sil osi ter je zavezniškim silam omogočila napredovanje po Italiji. Uspeh operacije je bil pomemben za vzorec za prihajajočo zavezniško izkrcanje v Normandiji, saj je nudil vpogled v ključne strategije in načrte za operacijo Overlord. Poleg tega je prispeval k odstavitvi Benita Mussolinija in začetku zavezniške ofenzive na Italijo. Izkrcanje na Sicilijo je bilo načrtovano v dveh glavnih delih. Prva armada naj bi pristala na jugovzhodnem delu otoka, medtem ko bi druga armada izvedla izkrcanje na južnem delu Sicilije. Ta amfibijski napad je zahteval podporo mornarice in natančno taktično bombardiranje zavezniških letalskih sil. Operacija je zahtevala kompleksno poveljniško strukturo, saj so bile vključene kopenske, zračne in mornariške sile različnih zavezniških držav. General Eisenhower je prevzel poveljstvo, njegov namestnik pa je bil general Harold Alexander, ki je vodil vse kopenske sile. Poveljnik osebja je bil general-major Walter Bedell Smith. Zavezniške sile so bile razdeljene na vojske treh držav, ZDA, Velika Britanija in Kanade, in so bile strukturirane v glavni bojni skupini. Vzhodna bojna skupina oziroma skupina 545 pod vodstvom generala Montgomeryja je vključevala 8. armado in 1. kanadsko pehotno divizijo. Montgomery je vodil obe skupini ter 8. armado. Zahodna bojna skupina oziroma skupina 343 je bila pod poveljstvom generala Georgea Pattona in je vključevala ameriško 7. armado, ki jo je vodil general-major Omar Bradley. Patton je reorganiziral 7. armado in ustanovil dva korpusa, drugega in začasni korpus. V 7. armadi so bile 3 pehotne divizije, ki so spadale pod drugi korpus pod poveljstvom general-majorja Bradleyja. 15. julija 1943 je Patton ustanovil še začasni korpus pod poveljstvom generalporočnika Geoffreya. 8. armada je imela 4 pehotne divizije, razdeljene v 2 korpusa, 13. korpus za 5. in 50. pehotno divizijo ter 30. korpus za 1. kanadsko divizijo in 51. pehotno divizijo ter 31. pehotno brigado. Poleg tega so padalci predvideni kot okrepitev za oba desanta, prvi zračno prevozna divizija na vzhodu, ki jo je podprla 21. padalska četa, in 82. zračna prevozna divizija kot strateška rezerva. Pomorske sile so bile razdeljene na vzhodno in zahodno pomorsko bojno skupino. Vzhodna skupina je spadala pod britanskega admirala Ramsayja, medtem ko je zahodno skupino vodil admiral Kent, ki je imel pod seboj 8. ladjevje vojne mornarice ZDA. Obe pomorski skupini sta bile pod poveljstvom admirala, ki pa je bil podrejen Eisenhowerju. Zračne sile so igrale ključno vlogo pri operaciji. Severozahodne afriške zračne sile pod poveljstvom generalporočnika Karla ter 9. zračna sila sta operacijo podprli iz letališč v Tuniziji in Egiptu. Na Siciliji so se nemške in italijanske sile zavzemale za obrambo otoka. Italijansko 6. armado je vodil general Giozzini. V začetku junija je otok branilo 200.000 italijanskih vojakov in 32.000 Nemcev. Nemške sile, vključno z Luftwaffe, so prispevale še 30.000 vojakov, kar je močno vplivalo na obrambo. Glavne nemške sile na otoku so bile tankovska divizija in 15. tankovska grenadirska divizija, ki sta skupaj imeli 99 tankov in pehoto razporejeno v polke ter bataljon. Kasneje v juliju so prišle na Sicilijo dodatne nemške okrepitve, vključno za 1. padalsko lovsko divizijo, 29. motorizirano pehotno divizijo in 14. tankovski korpus pod poveljstvom generala tankovskih enot Hans Valentin Hupp. 14. korpus je prevzel nadzor nad nemškimi enotami na Siciliji, pri čemer je tankovska divizija delovala pod italijanskim 16. korpusom, preostale enote pa pod italijanskim 17.
Nemški general Albert Kesselring pa je prevzel nadzor nad nemškimi silami, ki so bile del italijanske 6. armade. General Hupp je prevzel poveljstvo nad vsemi nemškimi enotami na Siciliji 2. avgusta 1943. V januarju 1943 po zavzetju Severne Afrike so zavezniški voditelji na konferenci v Casablanki razpravljali o nadaljevanjih vojne. Britanci so zagovarjali invazijo na Sicilijo, ki bi osamila Italijo iz konflikta in prisilila Nemčijo, da bi razpršila svoje sile. Američani so sprva nasprotovali temu načrtu, a so kasneje prepoznali, da bi invazija lahko oslabila nemško letalstvo in mornarico v Sredozemlju ter odprlo pomembne plovne poti. General Eisenhower je bil določen za poveljnika zavezniških sil. Načrt invazije je vključeval amfibijski desant s sodelovanjem enot v velikosti brigade in divizije na jugovzhodu, jugu in severozahodnu delu otoka. Načrt je bil sprva pomanjkljiv zaradi zaposlenosti zavezniških poveljnikov v Tuniziji. Priprave na operacijo so vključevale bombardiranje ključnih letališč in pristanišč na Siciliji ter v Italiji, s čimer so zavezniki zmedli nemške sile glede ciljev nove ofenzive. Da bi zavajali Nemce, so zavezniki izvedli operacije, ki so jih Nemci zamenjali za ofenzivo v Grčiji, kar je ustvarilo ogromno zmedo glede lokacije prihajajoče ofenzive. Izkrcanje zračno-desantnih sil se je začelo 2. julija 1943. Izvedle so ga ameriške in britanske enote. Kljub težavam s vetrom in vplivom so padalci kljub vsemu povzročili zmedo med nemškimi enotami. Amfibijsko izkrcanje kopenskih sil se je začelo 10. julija na 26 lokacijah in je bilo največje izkrcanje v 2. svetovni vojni. Za zavzetje Sicilije so zavezniki potrebovali le mesec dni. Ofenziva na Sicilijo se je začela 9. julija 1943 in končala se 17. avgusta leta 1943. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.